Za trg raka je potrebno pridobiti še, bom rekel, več kot 80 soglasij. Pravzaprav en del od tega smo jih že pridobili, ampak je ta številka še vedno zelo visoka. Tako da polagam na srce krajanom, da tisti, ki ste dobili v podpis služnostne pogodbe, pejte, podpišite jih, overite jih pri notarju, oziroma če so kje kakšne težave, vprašanja, smo vam na voljo v krajevni skupnosti in pa seveda občina Krško, oddelek za gospodarsko infrastrukturo, kjer bodo vsakem prisluhnili in našli seveda najbolj ugodno rešitev problema. Ker, še enkrat ponavljam, brez teh pridobljenih soglasij oziroma sklenjenih služnostnih pogodb, stroji na Raki ne bodo zabrneli. Po večini so seveda to krajani krajevne skupnosti Raka, nekaj je tudi zunanjih, precej je solastništev, tako da je, in pa seveda precej je tangiranih parcel. Tako da je številka precej visoka. Seveda, tako kot sem že prej omenil, občina je pripravljena vsakmu prisluhniti, se pravi, da je možnost še nekih korekcij projekta, kar prinaša seveda tudi dodatne stroške, vendar se zadeve odvijajo v to smer. Ampak še enkrat ponavljam, dokler ne bo podpisana zadnja služnost, dela ne stečejo. Gre za preplastitev približno 900 metrov državne ceste z ureditvijo pločnikov, javne razsvetljave, kanalizacije, optičnega omrežja in vodovoda. Tako da s tem, da to tangira tudi seveda tako pričakovano ureditev trga Raka, ki je v sklopu tega projekta. Drug del projekta, če še to pomenim, gre pa samo za ureditev kanalizacije, aglomeracije, se pravi strnjenega naselja Raka, kjer pa smo bili nekako bolj uspešni pri pridobivanju teh služnosti. Ena malenkost še manjka v bistvu, vendar je občina Krško že objavila javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselje Raka. Vzporedno je bilo to naročilo javno objavljeno, tako da mislim, da jutri ta rok poteče. Na ta način se seveda poskuša nekako ta čas skrajšati do pridobitve gradbenega dovoljenja. Tako da verjamem, da bo ta del projekta oziroma drugi del projekta stekel prej kot prej omenjeni.